Medtem ko je svetovno znani finančni časopis FDI Financial Times mesto Maribor razglasil kot najboljšo slovensko strateško lokacijo, je pomembno IT podjetje Eon Reality ostalo brez subvencije za prihod v Maribor, kjer bi lahko zaposlili okoli 250 perspektivnih visokotehnoloških kadrov. Ker sem se vrnil iz Kana, kjer smo Maribor in Podravje prejeli nagrado za uvrstitev v prestižni klub 10 najboljših okolij, ki privabljajo tuje investicije. Tu iz vzhodne Evrope nas je bilo relativno malo. Zdaj, bilo je meni zelo zanimivo, ker sem tudi imel dol en intervju z novinarjem Financial Timesa, ki je poznal primer Eon Reality. Torej, mednarodni trgi budno spremljajo, kaj se dogaja v Sloveniji, in torej ta neuspeh prihoda Eona v Maribor in Slovenijo je klofuta, ki jo je tudi dobila slovenska vlada, in minus poeni, ki jih je dobila slovenska vlada, ker je pač v tem primeru zamočila, isto kot v primeru IBM-a in ne prihoda IBM-a v Maribor. Jaz upam, da ne bo na ta način nastal nek vzorec, kaj v Maribor ne more priti, oziroma kaj lahko pride v Slovenijo, v oklepaju je enako v Ljubljano. Naj spomnimo, 3 podjetja, ki so za subvencijo zaprosila, IBM, Eon Reality in TAM Europe, niso dobila denarja. Podjetja v tuji ali mešani lasti so v letu 2016 v Mariboru ustvarila več kot 1,2 milijardi evrov prometa in več kot 60 milijonov evrov dobička. Podjetja, ki so v tuji lasti, so samo v letu 2016 prispevali v državni proračun več sredstev, ko pa jih država namenja za investicije, za celotno področje, tako da je definitivno mnogo premalo. Zavedati se moramo, da Slovenija ni nek osamljen otok sredi oceana, ampak je v osrčju evropske celine, kjer imamo močno konkurenco. Tuje investitorji iščejo najbolj ugodno pozicijo, najbolj ugodne pogoje za ustvarjanje za svojega podjetja, za svojo investicijo, in konkurirajo številne države, Hrvaška, Slovaška, Madžarska, ki ponujajo mnogo več kot pa Slovenija. Po podatkih Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo so finančna sredstva rezervirali za investicijske projekte. To so Yaskawa Slovenija, ki je prejela podporo v višini 697 tisoč, Magna Steyr v vrednosti 3 milijone in LEG v višini 1,5 milijona evrov, za katere je vlada Republike Slovenije že sprejela sklep o dodelitvi finančne spodbude. Direktorica Štajerske gospodarske zbornice Aleksandra Podgornik meni, da je denarja za tuje investitorje premalo. Mi smo že takrat preko programa za spodbujanje konkurenčnosti, kjer smo posebej opredelili določene točke. Maribor je bil takrat seveda prednostno obravnavan, z okolico, govorim tudi Koroška je bila v tej skupini regij. Takrat smo se že pogovarjali, da bi bilo potrebno seveda več sredstev za investitore, in jaz sem prepričana, da imamo za druge ukrepe več sredstev in bi bilo treba seveda za te ukrepe tudi, oziroma za te naložbe tudi več denarja. V zadnjih 5 letih so subvencije razdelili med 6 podjetij, ki so skupaj prejele skoraj 14 milijonov 400 tisoč evrov. Med njimi je največ sredstev prejela Hella Saturn Slovenije, in sicer 8 milijonov 110 tisoč. Sledi Magna Steyr s 3 milijoni, LEG je dobil 1,5 milijona evrov. Yaskawa Slovenija je prejela skoraj 700 tisoč evrov, GKN, Driveline 560 tisoč in podjetje Novem Kar 500 tisoč evrov. Maribor je ponovno ostal brez pomembne naložbe, ki bi zagotovila nova delovna mesta perspektivnih delavcev, ki odhajajo v tujino. In ravno v tem času, ko ga je FDI Financial Times razglasil kot najboljšo slovensko strateško lokacijo.